V Laporju je pogorelo gospodarsko poslopje. V Malečniku so obnovili v poplavah uničeno nogometno igrišče. Mariborski promet bo nadziralo 6 novih kamer. Pozdravljeni. V Laporju pri Slovenski Bistrici je izbruhnil požar na pretežno lesenem hlevu. V njem je bilo 10 govedi, ki jih gasilci pred ognjenimi zublji niso mogli rešiti, uničenih pa je tudi več kmetijskih strojev. Zakaj je na domačiji Kašljevih zagorelo, še ni znano. To je že 3. požar na tem območju v zadnjih 2 mesecih, zato domačini sumijo, da je na delu požigalec. Okoli 2. ure zjutraj je lastnika domačije prebudilo glasno pokanje. Ko je stekel na dvorišče, je bil hlev v ognju. Začel je reševati živali, a bil je nemočen. Letim ven v štalo, dim, grem nazaj po baterijo, začnem reševati, te je že prišla sestra, pa svak, brat s sinom, da probamo kaj on te potegniti. Žvat je bila na tleh, vsa male ličke smo še leko bili močni, več ne. Z ognjenimi zublji se je spopadlo 86 gasilcev iz 7 društev. Uspeli so rešiti prašiče in kokoši, za 10 govedi je bilo prepozno. Požar je bil v fazi, ko smo prišli že tako razširjen, kljub naši hitri intervenciji, do sem smo rabili cirka 3 minute, smo žal bili prepozni, da bi lahko karkoli rešili, razen tega, da smo pač varovali ta del stanovanjske hiše. Objekt je v celoti zgorel, uničena je večina kmetijskih strojev. To je že 3. požar na tem območju v 2 mesecih. Domačini sumijo, da je na pohodu požigalec. Bog ni bil tako dober, ker ni streljalo, pa ni grmelo, ne. Od elektrike tudi, ne, ker tam nimamo elektrike, ki bi naj bil vzrok tega požara, ne. Ampak, ne vem. Pogorišče si je ogledal tudi slovensko-bistriški župan in obljubil pomoč. Lahko pomagamo z kakšnimi finančnimi sredstvi za take izredne dogodke. Popoldne so si kraj ogledali tudi kriminalisti in forenziki, ki vzroka požara še niso ugotovili. Gmotne škode je za okoli 70 000 evrov. Nočna neurja z vetrom so povzročila kar nekaj težav, ki jih še ni konec. Zaradi večje količine padavin Geološki zavod Slovenije opozarja na nevarnost plazov. Nevarnost pojavljanja zemeljskih plazov je povečana na severozahodu Slovenije in na vzhodnem delu osrednje in južne Slovenije. Do pojava lahko pride tudi v drugih predelih osrednje in severovzhodne Slovenije, a je tam verjetnost nekoliko manjša. Zaradi močnih padavin v Avstriji pa je pretok Drave izjemno hitro naraščal od sinoči naprej, tako da je opozorilno vrednost presegal že ob polnoči, ko so namerili 1300 kubičnih metrov vode na sekundo. Na Dravskih elektrarnah, kjer 24 ur dnevno spremljajo pretok reke Drave, so s prvimi ukrepi pričeli že sinoči, ob pretoku 800 kubičnih metrov vode na sekundo. Že včeraj so bile vse elektrarne proti večeru zasedene, osebje je bilo na elektrarnah in skrbelo za pretok vode in tudi za čiščenje plavja, ki se v takih dnevih nabere pri elektrarnah. Veliko bolj kot padavine v Sloveniji na tako povečan pretok Drave vplivajo vremenske razmere v sosednji Avstriji, kjer je močneje deževalo pretekle dni. Govorimo o pretoku iz Avstrije cirka 1140 kubikov, do te meje smo prišli, v Sloveniji je bil pa največji pretok cirka 1300 kubičnih metrov na sekundo. Kakšne so napovedi za naslednje dni? Ja, dejansko pretoki iz Avstrije so se že umirili, lahko rečemo. Zdaj današnje padavine v Sloveniji bojo prinesle nekaj lokalnih pritokov, ampak mislimo, da se bo to v toku današnjega dneva in jutri precej umirilo in bomo nekje na tistih pretokih, ki jih lahko, če tako rečem, predelamo skozi turbine. Sicer pa so vremenski pogoji v letošnjem letu Dravskim elektrarnam zelo naklonjeni, se bodo v samo 8 mesecih že izpolnili načrtovano letno proizvodnjo električne energije. Lahko se zgodi, da bo celo rekordno leto, nazadnje so podobne razmere beležili leta 2006. V Dravskih elektrarnah so sicer zaključili z dobrih 62 milijonov vrednim projektom prenove hidroelektrarne Zlatoličje, jezu Melje in izgradnje male hidroelektrarne Melje. Njegova izvedba je potekala med leti 2006 in 2014. Ob tem pa na Dravskih elektrarnah poudarjajo, da so jo kljub časovnemu zamiku končali znotraj načrtovanih finančnih okvirjev. Takole slovesno je trak leta 1969 na prvi jugoslovanski kanalski elektrarni prerezal predsednik Josip Broz Tito. Šlo je za največjo elektrarno ne samo v Sloveniji, temveč v tedanji Jugoslaviji.
To je bila največja elektrarna sploh na reki Dravi. Po skoraj 40 letih delovanja pa je bila potrebna temeljite obnove ob dejstvu, da proizvede več kot petino električne energije v dravskih elektrarnah in okrog 6% na slovenski ravni. Zamenjala se je kompletna turbina, betonirani deli, generator, avtomatika, nizko, srednjo napetostno naprave, vodenje elektrarne. Izenačili smo takt elektrarnam, torej da je na tej elektrarni sedaj isti pretok kot na zgornjih elektrarnah, ki so bile obnovljene v prvi in drugi fazi. S prenovo, ki se je pričela v letu 2007 in je vredna več kot 40 milijonov evrov, pa so povečali nazivno moč in s tem srednjo letno proizvodnjo. Je skoraj nove moči, nove energije, ki bo ta elektrarna še dodatno proizvedla, skoraj za eno elektrarno, ki je zgrajena sedaj bila na spodnji Savi. Gre za obsežen projekt, ki je vključeval tudi prenovo jezumelje in nadvišanje dovodnega kanala. Povečali stabiliteto same jezovne zgradbe, obnovili nizko in srednje napetostno napajanje jezovnih naprav, obnovili elektrostrojne naprave samega jezu. Hkrati smo tudi zgradili malo hidroelektrarno, ki izkorišča biološki minimum, ki se spušča v samo strugo reke Drave. To je poleti 20 kubikov, po zimi 10 kubikov. S tem so izkoristili tudi vodo, ki je doslej prosto tekla mimo elektrarne, sicer pa lahko tovrstna elektrarna zadošča za oskrbo z električno energijo okrog 8000 gospodinjstev. Vedno pogosteje se v Mariboru dogaja, da semaforji na križiščih ne delujejo. Za dotrajen sistem prometne signalizacije je občina letos koncesionarju podjetju Nigrad zagotovila skoraj $500 milijona. Seveda premalo, da bi uredili vse dotrajane ceste in signalizacijo, posodobili pa bodo tudi center za avtomatsko vodenje prometa in se lotili nekaterih najbolj problematičnih križišč. Na cesti proletarskih brigad bodo 3 križišča posodobili z LED signalizacijo. Ob prvi gimnaziji v Mariboru pa bodo na prehodih za pešce namestili nove odštevalnike. A sredstev 490 tisoč evrov za vse črne točke še zdaleč ni dovolj. Od tega je 290 tisoč evrov namenjenih za rednemu letnemu vzdrževanju, kamor spadajo zamenjave žarnic, manjše popravila semaforskih aparatur, signalnih glav, detektorski zank, čiščenje. Uspeli pa smo 200 tisoč evrov zagotoviti tudi za investicijske obnove. Bodo pa ob 60 že obstoječih kamerah na cestah v Mariboru letos postavili 6 novih. V vsakem križišču se bosta montirali 2 kameri. Stremimo k temu, da se bosta montirali čim više na steber javne razsvetljave, da se lahko zajame čim širši pogled in obenem eliminirajo sence gibajočih se vozil. Preko kamer bodo tudi šteli promet in lažje načrtovali gibanje prometnih tokov. Končni cilj tega dela je vzpostavitev samozadostnega in pa seveda trajnostno usmerjenega prometnega sistema. S kamerami pa ne bodo lovili prekrškarjev. Te kamere, ki jih bomo nameščali, v prihodnjih dneh ne bodo namenjene nikakršnemu merjenju hitrosti. Za zdaj je v Centru za nadzor prometa en zaposlen, po letošnjih posodobitvah semaforskega omrežja pa to več ne bo zadostovalo. V nadaljevanju dnevnika še enkrat več o koalicijskih dogovarjanjih. Nova Slovenija ne bo del nove koalicije. Izvršilni odbor stranke je namreč sinoči sklenil prekiniti pogajanja z najverjetnejšim mandatarjem Mirom Cerarjem. Nov osnutek koalicijskega sporazuma so namreč ocenili kot zavrnitev ključnih programskih točk, ki so po mnenju NSI nujne za izhod Slovenije iz krize. Cerar, ki ima sicer že zagotovljenih dovolj glasov, da postane novi predsednik vlade, bo tako pogajanja nadaljeval le še s 3 strankami. Tako bo 12. slovenska vlada očitno levo-sredinska. Sindikati menijo, da bi imeli po predlaganem koalicijskem sporazumu socialni partnerji premalo vpliva na vladne odločitve. Želijo si tudi odločnejše ukrepanje za izboljšanje socialnih razmer v državi. Strinjajo pa se s predvidenim pokojninskim dodatkom. Kateri upokojenci bodo upravičeni do dodatka, koalicijski sporazum ne določa. Zato predlagajo, naj bo meja za regres znesek povprečne neto plače. To je približno 1000 evrov. Predvideno usklajevanje pokojnin pri 2,5% gospodarske rasti se jim zdi nedosegljivo. Zato sindikati predlagajo, da bi pokojnine usklajevali z rastjo življenjskih stroškov. Po nekaterih zapletih pri pripravi finančnih načrtov nekaterih
nekaterih šol so zdaj vsi javni zavodi na področju osnovnega šolstva prejeli soglasje k načrtom, pravi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Aljuš Petrinač. Načrte so pripravili po navodilih ministrstva, a zgodba z vprašanjem sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij s tem še ni končana. Omenjena rešitev pa po besedah ministrstva ne prejudicira, kdo bo kriv drugi obrok poplačila 3/4 odprave plačnih nesorazmerij, ki ga bo treba izplačati februarja 2015. Zapuščina na prostoru starih tovarn je pogosto nevarna za okolico. V Celju bo mestna občina vložila €1 milijon v sanacijo deponije na prostoru stare Cinkarne. Dela, pri kateri si bodo pomagali s prvič uporabljeno tehnologijo v Sloveniji, morajo biti opravljena do konca novembra. V Celju so pričeli sanirati nevarno zemljino onesnaženo s strupi stare Cinkarne. Gre za ustrezno predelavo onesnaženih odpadkov, ki so bili odloženi na tem mestu. Predelati bodo morali okrog 13.600 kubičnih metrov strupene zemljine, pri tem pa bodo prvič v Sloveniji uporabili posebno tehnologijo. Sama stabilizacija pomeni, da težke kovine ujamemo v neko strukturo, kjer so neizlužljive, se pravi, ne more jih izlužiti ne voda, pa tudi veter jih ne more raznašati. Odpadki se bodo izkopali, presajali, zdrobili, potem se bo pač po posebnem postopku, za katero je bilo pridobljeno slovensko tehnično soglasje, predelal kompozit, ki se bo potem vgradil v te kanale. Pri delu skušajo čim bolj varovati okolico. Tukaj se izogibamo prašenja z vodnim aerosolom, tudi smrad delno odpravimo z uporabo aerosolov. Je pa res, da ko odpremo neko novo deponijo, je na začetku čutiti nek von specifičen, ampak potem ne več. Naložba v sanacijo deponije ni majhna. Investicijo financira Mestna občina Celje, gre pa za vrednost okoli €1 milijona z davkom. V Celju je še kar nekaj deponij, kjer so včasih iz tovarn odlagali tudi nevarne odpadke, torej dela ne bo zmanjkalo. V okviru 3 leta trajajočega arheološkega mednarodnega projekta Entrans arheologi na Poštelju na Pohorju ta teden končujejo svoje raziskave in izkopavanja. V projektu sodelujejo Britanci, Hrvati in Slovenci, na Pošteli smo arheologe ujeli pri geofizikalnih meritvah in glede najdb uspešnih izkopavanj. Projekt Entrans zanimajo raznovrstne spremembe, ki so v Evropi nastale na prehodu iz bronaste v železno dobo. What we want to try and do is apply new archaeological ideas, new archaeological techniques to answer a series of questions about how people formed their identities in the Iron Age. This is a period when lots of cultural consciousness was changing, people were having new ideas about how to express their identity. Poštela, kjer se nahajajo tako gomilna kot plana grobišča, je zanimiva tudi kot višinska naselbina. Poštela nekako združuje staro tradicijo kulture žarnih grobišč, ko poznamo samo plana žarna grobišča, in že to novo, za železno dobo značilno obliko pokopa v gomilah. Govorimo o krajini, ritualni krajini, ki je obdajala neko naselje in ki je zaznamovala nekako tudi to populacijo, ki je na Pošteli živela. Še preden pa pridejo na vrsto izkopavanja, želijo na nedestruktiven način pridobiti čim več znanja in podatkov o značilnostih prostora in lokacije. To pomeni, da z zajemanjem podatkov na površini ugotavljamo spremembe v fizikalnih poljih pod zemljenim površjem in jih potem v sodelovanju z arheologi prepoznavamo in interpretiramo kot arheološke objekte. Našli smo 5 žarnih grobov. Značilno je za te grobove, gre za jame, v katerih so ljudje upepeljeni, pokopani v posodah, žarah. Arheološka izkopavanja in analize ekipa ob Pošteli opravlja še v drugih slovenskih krajih in tudi na Hrvaškem. Šport, nogometaši Maribora so zmagovalci letošnjega slovenskega superpokala. Državni prvaki so v Novi Gorici premagali pokalnega prvaka Gorico 4:1 in tako osvojili prvo lovoriko v sezoni. Včerajšnje proslavljanje pa bo kmalu pozabljeno, saj Mariborčane že v naslednjem tednu čaka pomembna tekma, zadnja ovira za vstop v Ligo prvakov. V sredo bodo v Ljudskem vrtu gostili ekipo Celtica.
Dejstvo je, da smo v prvem polčasu bili neprimerno boljši nasprotnik, da smo imeli priložnost za povišanje vodstva. Tudi v drugem polčasu smo imeli pri 2:0 izredno priložnost, pomeni 200% priložnosti, katere nažalost nismo izkoristili, ampak to je nogomet. Ne moreš vedno pričakovati, da boš zadel vsake priložnosti. Gorica se je vrnila z zadetkom, ampak v tem trenutku zmagovalec ni vprašljiv. Ostali smo osredotočeni na delo, na naloge. Če se Gorica po tem zadetku ni priigrala niti ene priložnosti, niti ni sprožila udarca na gol, pomeni, da smo bili mi tisti, kateri smo začeli dominirati in s tretjim in četrtim zadetkom umirili tekmo. Od katastrofalnih poplav, ki so popolnoma uničile športno igrišče v Malečniku, sta minili že skoraj 2 leti. Nogometaši so takrat praktično v nekaj urah ostali brez igrišča, opreme in strehe nad glavo. Krajani so stvari vzeli v svoje roke in s pomočjo prostovoljcev športno igrišče vrnili v prvotno stanje. Posnetek športnega centra Berl je nastal leta 2012, ko je 2-metrski val popolnoma zalil igrišče, na katerem je vadilo okoli 200 nogometašev. Škoda je bilo za več kot 150 000 evrov. Tako so še danes na naših objektih vidne posledice poplav. Največja škoda je pač nastala na montažnem delu objekta, kjer so bile podrte tudi stene. Predvsem ta zadnja stena je bila popolnoma podrta, voda je tekla torej skozi objekt in pa seveda na drugi strani našega prejšnjega objekta, torej starejšega dela slačilnic, je bila tudi druga stena, ki je bila prav tako podrta. Tudi danes se vidi, da je bila na novo pozidana in dejansko je tukaj nastala resnično ogromna škoda. Igrišče so predvsem s pomočjo prostovoljcev in sponzorjev popolnoma obnovili. Zamenjali so travo na igriščih, zgradili pralnico in postavili stojnico, kupili novo opremo ter se lotili prenove še dodatnega igrišča, ki ga prav tako nujno potrebujejo. Dejansko vse, kar danes gledamo tukaj, kar stoji za mano, okrog nas je bilo obnovljeno. Večina stvari je ali voda odnesla ali popolnoma uničila. Dejansko od temelja pravzaprav vse stene do strehe, ki za nami stoji, dejansko smo vse obnovili. Pri obnovi so pomagali tudi starši mladih nogometašev. Pomagamo tudi mi kot starši pri delovnih akcijah, pri pomožnem igrišču smo tudi pomagali pri urejanju, tako da smo veseli tega. Februarja letos je klub dobil novo vodstvo, v katerem so predvsem domačini, ki si želijo, da bi igrišče služilo vsem krajanom. Imamo velike plane, žal je to vse z sredstvi povezano, vsekakor bi pa želeli igrišče za umetno travo, razsvetljeno igrišče za nočno igro, pa tudi kakšno drugo košarko ali odbojko, tako da bi vsi krajani bili deležni tega centra, ne samo nogometaši. Nogometna pravljica v Malečniku se tako nadaljuje. Trenutno tam trenira kar 120 otrok, vpis v nogometno šolo pa se povečuje. Ob koncu pregleda pomembnejšega dogajanja doma, poglejmo še na tuje. Mednarodne teme začenjamo z ruskim humanitarnim konvojem. Konvoj 280 tovornjakov z rusko humanitarno pomočjo za prebivalce v vzhodnem delu Ukrajine, ki se je na pot odpravil v torek, se približuje rusko-ukrajinski meji. Medtem iz Donecka, ki velja za središče upora, poročajo o silovitem obstreljevanju. Mednarodni Rdeči križ je vladi v Moskvi in Kijevu pozval, naj razjasnita, kako bo potekal vstop ruskega konvoja v Ukrajino. Ruski predsednik Putin medtem nadaljuje obisk na Krimskem polotoku. V Jalti se bo sestal s poslanci v državni dumi. Združene države Amerike so v pogorje Šindžar na severu Iraka, kamor se je pred nasiljem sunitskih skrajnežev zateklo na tisoče pripadnikov jezidske manjšine, poslalo vojaške svetovalce. Ti so ugotovili, da je beguncev manj, kot so sprva menili. Američani najverjetneje jezidov z pogorja ne bodo evakuirali, so sporočili iz Pentagona. Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta se sinoči dogovorila o podaljšanju premirja na območju Gaze. Dogovor o prekinitvi spopadov naj bi veljal 5 dni in za zdaj ne poročajo o kršenju premirja. V Kairu se medtem o posredovanju Egipta nadaljujejo palestinsko-izraelska mirovna pogajanja. V Fergusonu, v ameriški zvezni državi Missouri, so se že 4. noč nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju. Ti so izbruhnili v soboto, ko je policist, njegove identitete policija ne želi razkriti, ustrelil neoboroženega temnopoltega 18-letnega mladeniča. Policija je kakih 350 protestnikov znova razgnala s solzivcem, več ljudi so prijeli.
Papež Frančišek se mudi na 5-dnevnem obisku v Južni Koreji. Osrednja dogodka obiska bosta udeležba na azijskih dnevih mladih ter beatifikacija 124 korejskih mučenikov. To je šele tretja Frančiškova pot v tujino, z izbiro Azije, ki jo bo prihodnje leto obiskal še enkrat, pa naj bi argentinski papež izpostavil pomen te celine za cerkev. Sinoči so iz vojaške baze v Kaliforniji v zemljino atmosfero izstrelili satelit Worldview 3. Ko se bo utiril, bo naredil fotografije našega planeta v visoki ločljivosti, namenjene za vsakdanjo javno rabo. Pred njegovo izstrelitvijo je ameriška vlada ublažila stroge predpise, ki so prepovedovali javno dostopnost satelitskih posnetkov visoke ločljivosti. Ljubezen pa vse bolj bremeni pariške mostove. Ugotavljajo namreč, da stari mostovi ne bodo več dolgo zdržali tisočev ljubezenskih ključavnic, ki jih domačini in obiskovalci pripenjajo na ograje. Da bi jih zaščitili, zdaj pozivajo zaljubljence, naj svoje selfije s ključnimi besedami raje naložijo na spletni portal Ljubezen brez ključavnic in tako pomagajo k ohranitvi mostov. Še vreme, jutri bo zjutraj delno jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile tudi nad vzhodno Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 16 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Spremljali ste Dnevnik televizije Maribor. Nasvidenje znova ob 20.